želim nekako ponovno predstaviti naš pogled na kritiko na sprejeti pokojninski zakon. Poudarjam, da smo v klubu seniork in seniorov Slovenske demokratske stranke zavedamo, da je pokojninska reforma nujna in potrebna, da je to posebno poudarjam. Poudarjam pa, da se v klubu seniork in seniork pri prijavi in sprejemljenju pokojninskega zakona zavedamo tudi, da je bilo v zadnjih mesecih še veliko pogledanega in zapisanega z naše strani. Za zaključek finala sprejemljenja tega zakona je bil aplavz od večine 40 poslancev v državnem zboru, ki so po nekaj mesečni farsi sprenevedanja in zavajanja javnosti potrdili ta zakon tudi s pomočjo nadomestnih glasov koalicije in stalnih glasov, ki jih ima koalicija na razpolago pri enem od opozicijskih strank, kadar jih potrebuje. Svet je bil torej zakon tudi po naši presoji, ki je zrd, nepošten, nedodelan, neživljenjski, nestimulativen in predvsem neusklajen s socialnimi partnerji in opozicijo. Zakon, ki gre v škodo strani, predvsem pa določim okoljcem. Delovni aktivni državljani bodo plačevali višje prispevke, se upokojali pozneje, ter po večini prejemali tudi nižje pokojnine. To še posebej velja za ljudi različnih poklicev, ki opravljajo delo v oteženih delovnih pogojih. To velja tudi za mlade, ki se bodo zaradi študija kasneje zaposlili. Najbolj pa ta zakon prizadel tiste, ki so danes ne po svoji krivdi nezaposleni in se bodo zaposlili z zakasnitvijo manjkajoče delovne leta, bodo lahko pridobili le za zaposlitvijo od pozne starosti, seveda če jim bo zdravje in delodajalec bo dopuščal. Vsi, ki bodo imeli zaradi predčasne upokojitve mnogo nižje pokojnine. Simulacije izračunov teh pokojnin za različne razrede in za različne pogoje pripravljati zakona niso nikoli javno predstavljeni. Predstavljeni pa so bili vključno z ministrem javno zagotavljati, po naši presoji zavajati javnost, da bo novi zakon zagotavljal višje pokojnine, ob sočasni argumentaciji, da je zakon potreben zaradi vzdržnosti pokojninske blagajne. To eno za drugim enostavno ne gre skupaj. V klubu se več čas sprašujemo, zakaj je bila potrebna taka nuja pri sprejemanju nedodelanega in neusklejenega zakona, ki bo doživel verjetno še referendumsko presojo. Ali bo sprejeti zakon mar rešil pokojninsko blagajno, ob tem, da je v Sloveniji že preko 110.000 nezaposlenih uradno, neuradno pa okoli 140.000, tudi tisti, ki čakajo na domu, so nezaposleni, ki ne prispevajo nič od pokojninsko blagajno. To je problem, na katerega naš klub nenehno opozarja. Namesto, da bi vlada prioritetno čim hitreje stabilizirala gospodarstvo in ga izvlekla iz krize, s pripravo in sprejemom ustreznih protikriznih ukrepov, se ukvarja s prerazporejanjem vedno manjših prihodkov iz enega v drugi žep. Izgledni greh te vlade je, da noče, predvsem pa da ni sposobna postaviti prioritet, ki so v tem času nujno potrebne za izhod iz krize. Namesto, da bi v zadnjih letih pripravljala in izvajala ukrepe za izhod iz krize, se je vlada ukvarjala s posledicami krize, predvsem pa samo s seboj. Edini garant za, ne samo trenutno, ampak tudi dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne je čim večja zaposlenost, s tem pa tudi motiviranost mladih in delovno aktivnih za plačevanje prispevkov za svojo pokojninsko zavarovanje. Ob tolikšni nezaposlenosti, kot je danes, ki pa se vsak dnem še povečuje, ne bo noben pokojninski zakon rešil problema vzdržnosti pokojninske blagajne. Sprašujemo, ali vlada misli, da bo gospodarsko in finančno krizo lahko rešila le na plečih upokojencev. Zaradi vsega tega nastaja vse večje nezadovoljstvo tako pri mladih in delovno aktivnih, kot pri upokojencih, če pa se v javnosti
na perfiden način vsiljuje medgeneracijski spor, poznan principu spritni vlade. Starejšo generacijo še kako skrbi problematika mlajše generacije, njihove eksistenca in perspektiva. Problemi mladih so istočasno tudi problemi njihovih staršev. In obratno, da sta obe generaciji medsebojno povezani in soodvisni. Nikakor pa ne sme biti sprvi. To še posebno